Spoštovane, spoštovani, letošnji dan Organizacije Združenih narodov obeležujemo v času nestabilne mednarodne skupnosti, naraščajočega števila oboroženih spopadov, grozote v Izraelu in Palestini, Ukrajini in nepredvidljivih podnebnih katastrof. Stare napetosti se stopnjujejo, obenem pa se soočamo z novimi tveganji. Marsikdo bi rekel, da OZN ne upravičuje svojega obstoja. S to oceno se ne strinja. Veliko bližje so mi besede nekdanjega švedskega generalnega sekretarja OZN Daga Hammarskjölda. OZN ni bil ustvarjen, da popelje človeštvo v nebesa, temveč zato, da ga reši pred peklom. Varnostna tveganja bodo obstajala, krize bodo tu, a verjemite mi, da ukolikor OZN danes ne bi bilo, bi ga človeštvo izumilo. Soočamo se s kompleksnimi varnostnimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje vode, razvoj novih tehnologij in energetska nezanesljivost, ki zahtevajo združeno in takojšnjo akcijo, da zaščitimo prihodnje generacije. V ospredje postavljamo ključne teme, kot so soočanje z in prilagajanje na vplive podnebnih sprememb, krepitev vloge žensk v mednarodni varnosti, zaščita civilistov ter preprečevanje in mirno reševanje konfliktov. To so teme, za katere se zavzemamo že kot članica ekonomskega in socialnega sveta OZN in verjamem, da zmoremo k temu pozitivno prispevati tudi v vlogi nestalne članice Varnostnega sveta od 1. januarja naslednje leto dalje. Pred nami je zahtevna in odgovorna naloga, ki se jo bomo lotili s povezovalnim, transparentnim in odgovornim pristopom. V času svojega članstva bomo dosledno spoštovali mednarodno pravo in se zavzemali za varstvo človekovih pravic. Prepričana sem, da lahko prevzamemo vidnejšo vlogo v sistemu Združenih narodov in tako soustvarjamo k rešitvam naravnano globalno agendo. Med drugim je to organizacija, kjer se glas manjših držav mednarodne skupnosti sliši. Slovenija je pogumna država, v mednarodnih forumih nismo sramežljivi. Verjemite mi, da tudi kot članica Varnostnega sveta ne bomo. Naša drža bo prispevala k okrepitvi zaupanja med državami in k učinkovitejšemu delovanju multilateralnega sistema. To vidimo kot edino pot do poštene in varne mednarodne skupnosti, v kateri ima naša država svoje priborjeno mesto. The United Nations is a reflection of the world as it is and an aspiration of the world we know it can be. It is our responsibility to help build that world of peace, sustainable development and human rights for all. I know we can do it. The Charter of the United Nations, which entered into force 78 years ago today, points the way. Above all, it is rooted in a spirit of determination to heal divisions, repair relations and build peace. To expand opportunities and leave no one behind, to ensure justice, equality and empowerment for women and girls, to provide life-saving relief to those in need, and to be flexible enough to address challenges that did not even exist when the UN was born, from the existential climate crisis to the perils and promise of artificial intelligence. The United Nations is guided by timeless values and principles, but it must never be frozen in time. That is why we must always keep strengthening ways of working and applying a 21st century lens to all we do. On this United Nations Day, let us commit with hope and determination to build the better world of our aspirations. Let us commit to a future that lives up to the name of our indispensable organization. We are a divided world. We can and must be United Nations. Mir pomeni, da smo umirjeni, se sprostimo, meditiramo, poslušamo druge in delamo dihalne vaje in ne motimo drugih pri delu. Strpnost mi pomeni, da poslušamo druge ljudi in upoštevamo njihovo mnenje. Da smo strpni, da smo spoštljivi, da ni kake vojne. Mir imamo rada tudi zato, ker z mirno komunikacijo lahko rešimo vse. Če bi si vsi prizadevali za mir na svetu, ne bi bilo vojn in prepirov, ter nihče ne bi trpel. Da ti prijatelji dovolijo, da lahko tudi se z drugimi igraš. In kakšen je namen UNESCO šol? Zakaj se medsebojno povezujemo? Skupaj uresničujemo temeljne cilje UNESCO.
Trudimo se uveljavljati kulturo miru in nenasilja. Skrbimo za našo kulturno in naravno dediščino. Obeležujemo mednarodne UNESCO dneve in leta. Predvsem pa se učimo skrbeti za naš skupen dom, planet Zemlja. Že ob vstopu v šolo nas na pripadnost UNESCO spominjajo 4 Delorsovi stebri, na katerih temelji naše delo. O, pa res, poglejva, kaj piše. Učiti se, da bi vedeli. Učiti se, da bi znali delati. Učiti se, da bi znali živeti skupaj. Učiti se biti. Glavni cilj pedagogike Montessori je mir v svetu, zato tudi na tak način mi delamo z otroki. Pomembno je, da vidimo vsakega otroka, se pravi, otroci delajo individualno, jih podpremo v razvijanju njihovih potencialov, hkrati pa pazimo tudi na ravnovesje, se pravi, da je pomembna tudi skupnost, da so pomembni tudi prijatelji v skupini, torej delamo na vrednotah in ves čas nekako težimo k temu, da je otrok zadovoljen, v skladu s samim seboj in hkrati, da ob tem ne pozabimo na skupnost, na vrednote. Slovenj Gradec so kot mesto miru in sporazumevanja zaznamovale mednarodne prireditve, ki so pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov potekale od prve velike manifestacije leta 1966 pod naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi do zadnje tovrstne prireditve leta 2005, ki je potekala pod motom Živeti. Pobuda za tako slovenjgraško aktivnost je menda prišla iz kluba OZN, ki je takrat v začetku 60-ih let deloval na slovenjgraški srednji ekonomski šoli. Predsednik društva je bil takrat znani pisatelj, prevajalec in velik promotor esperanta kot mednarodnega jezika miru, Vinko Ošlak. Ekipa, ki je pa takrat nekako oblikovala program galerije, to so bili začetki galerije takrat, res v prvih letih po ustanovitvi, leta 1957 se je galerija pravzaprav že v začetku 60-ih let skušala pozicionirati v nek mednarodni umetnostni prostor in sodelovala je tako imenovana akademska skupina. Med njimi je seveda bil na prvem mestu Karl Pečko, ustanovitelj galerije in njen dolgoletni direktor in še cela kupica slovenjgraških, zlasti profesorjev srednješolskega centra, Tone Turičnik, Jože Potočnik in pa primarij dr. Prešivčnik, takrat kirurg v slovenjgraški bolnišnici in kasneje ravnatelj slovenjgraške bolnišnice in dolga leta predsednik organizacijskega odbora teh mednarodnih prireditev. Eden glasnih odbornikov je bil dijak srednje ekonomske šole Vinko Ošlak, danes filozof in pisatelj. Sam mi je povedal, koliko ur je prečepel v paviljonu in nagovarjal Fička, da bi v svoj razstavni program slikarsko predstavil prizadevanje Združenih narodov. Ko je končno na to pristal, se je povezal z njemu poznano umetniško srednjo v Ljubljani in začel je nastajati projekt Mir, humanost in prijateljstvo med narodi. Ko so menili, da je projekt popoln, so ga preko informacijskega centra za Združene narode v Beogradu in prek jugoslovanskih ambasadorjev pri Združenih narodih ter novinarja dela v New Yorku Bogdana Pogačnika predstavili ta projekt generalnemu sekretarju v Tantu in ga prosili za pokroviteljstvo. Njegov odgovor pa je bil, če bi bil Slovenj Gradec veliko mesto, tega ne bi sprejel, ker pa se je tako veličastna ideja porodila v tako malem kraju, pokroviteljstvo sprejmem. V jedru slovenjgraških prireditev je bila vselej likovna razstava, mednarodna likovna razstava angažirane umetnosti v prvi vrsti, se pravi tudi družbeno in politično angažirane umetnosti z idejo promocije kulture miru. Okrog te razstave pa so se
organizirale tudi druge prireditve. Primarij Preševčnik kot predsednik organizacijskega odbora je slej ko prej iniciral medicinske simpozije, ki so bili priključeni temu dogajanju. V Slovenj Gradcu so se srečevali pisatelji iz društva PEN, mednarodnega društva PEN. Leta 1985 je prav velik kongres, tako rekoč srečanje pisateljev v okviru PEN-a potekalo prav v Slovenj Gradcu. In tega leta 1985 je Slovenj Gradec obiskal tudi generalni sekretar Združenih narodov Javier Pérez de Cuéllar, ki je bil seveda pokrovitelj teh prireditev, kot že pred njim njegovi predhodniki od prvega. In morda je prav ta obisk de Cuéllarja v Slovenj Gradcu botroval temu, da je Slovenj Gradec leta 1989 pridobil naziv mesto glasnik miru Združenih narodov. Ta druščina teh mest se je nato vsako leto še povečevala z dodatnimi imenovanji, tako je leta 1989 direktor Agencije Združenih narodov iz Beograda, Japonec Nobuaki Oda, v Slovenj Gradec, takrat na veliko presenečenje vseh, prinesel to častno listino, ki jo je 19. septembra 1989 v New Yorku podpisal Pérez de Cuéllar. In od takrat Slovenj Gradec pravzaprav praznuje ta datum kot svoj občinski praznik. Tu bom navedel večkrat objavljen citat znanega novinarja in prijatelja Slovenj Gradca Bogdana Pogačnika. On je zapisal: ni pomembno, ali si velik ali si majhen. Vsi smo veliki, če gre za velike stvari. In zavezanost Slovenj Gradca miru je vendar velika stvar. Ker sem že od samega začetka svoje udeležbe na konferencah veliko pomagal pri tehničnih opravilih, prevajanju, logistiki, pripravi resolucij in deklaracij. V tistih časih je bil tudi svetovni splet še v povojih in kot eden mlajših sem bil v tem smislu pač nekoliko spretnejši. Me je vodstvo asociacije kar hitro posvojilo, zaradi česar je bilo nekako naravno, da smo ob prvi priložnosti, in ta se je ponudila leta 2007 na volitvah, prejeli povabilo, da kandidiramo za položaj generalnega sekretarja te asociacije. Položaj v resnici prevzame mesto, kot najvišji predstavnik mesta pa je župan, tisti funkcionar, ki personificira generalni sekretariat. Ker pa običajno župani zaradi mnogih obveznosti nimajo posebej veliko časa, so potem kolegi v vodstvu organizacije predlagali spremembo statuta, kjer se je formalizirala tudi funkcija namestnika generalnega sekretarja. Nekako je bilo to mišljeno v duhu izvršnega generalnega sekretarja, na katero pa sem bil potem izvoljen vsaka 3 leta od leta 2007 dalje. Slovenj Gradec je bil vselej zelo aktiven v tem mednarodnem združenju, tudi zato ne nazadnje, ker je mali Slovenj Gradec nekako tu našel nekje en svoj okvir, neko svojo identiteto in dolgo je bil v druščini teh mest z vseh kontinentov sveta pravzaprav najmanjši. In v primerjavi z velikimi metropolami sveta, ki so tudi vključene v to organizacijo, ne nazadnje velika evropska mesta od Lizbone na zahodu Evrope do Moskve, če hočete, na vzhodu Evrope. In pravzaprav je po svoje zanimivo in nenavadno, da je Slovenj Gradec zdaj že drugi mandat generalni sekretar tega mednarodnega združenja in tako malo v šali bi lahko rekli, da slovenjgraški župan, ki seveda nosi to funkcijo generalnega sekretarja združenja, na nek način usmerja in koordinira delo župana Lizbone, kot smo rekli, Moskve, Hirošime, Dunaja, Yokohame in še marsikaterega drugega velikega mesta. Skratka, občutek, ko kot predstavnik majhnega mesta iz majhne države enakopravno sodeluješ, razpravljaš, glasuješ, prispevaš svoje predloge ob boku mnogo večjih mest, metropol, je izjemen. No, moč za vsa ta prizadevanja smo črpali iz globoke vere, da je živi mir, ne smrtni mir, kot ga sovražno zlo namenja, najboljši varuh in skrbnik življenja.
ki pa ne pride sam po sebi. Zanj je treba nenehno skrbeti in ga negovati. Ni dovolj, če se o tem pogovarjajo samo voditelji in diplomati. Postati mora stojina vseh ljudi. Poglejte, vse države imajo vojaške akademije, ampak nobena nima akademije za mir. V 60. in 70. letih preteklega stoletja smo, moja generacija in še malo starejša generacija od moje, živeli v nekem prepričanju, da se strahote prve, druge svetovne vojne ne morejo nikoli več ponoviti. Še zlasti ne na evropskih tleh. Pa smo najprej mi sami tukaj iz prve roke doživeli vojaške spopade, tako rekoč v srcu Evrope, ob razpadu Jugoslavije. In zdaj še hujše, recimo na vzhodu Evrope, to, kar se dogaja v Ukrajini. In dejansko se zdi, da se mora svet nekako resetirati na novo. Da se mora najti ten nov mehanizem, Združeni narodi, kakršni so, ta mastodont birokratov v palači ob East Riverju v New Yorku, dejansko ne more več igrati svoje prave vloge. Varnostni svet Združenih narodov je brezzobi tiger, ki ga svojo pravico veta tako rekoč vedno znova utišajo tisti najmočnejši. In najbrž rabimo neko novo alternativo, neko novo agendo, kako ta svet spet spraviti v prave tirnice. Tu so še ekološki problemi, podnebne spremembe, cel kup je teh novih problemov, ki so bili še v zadnjih desetletjih preteklega stoletja tako rekoč neznanka in se z njimi nismo ukvarjali. In mesta glasniki miru bi lahko odigrali tu svojo vlogo. Solidarnost je pomoč drugim, pomoč ljudem v stiski, pomoč drugemu. Smo solidarni, kot smo bili v poplavah. Moja sošolka nam je povedala, da so bili zelo hvaležni ljudem, ki so jim pomagali, ko so potrebovali pomoč. Sem udeleženec, v bistvu prostovoljec pri pomoči Mežiški dolini v katastrofalnih poplavah meseca avgusta. Pomagal sem na letališču Slovenj Gradec, kjer se je ustvaril zračni most pomoči. Saj vsi vemo, da je bila cela Mežiška dolina kar nekaj časa odrezana. In bom rekel, sem zelo ponosen, da sem lahko bil del te pomoči. In moram pohvaliti res čisto vsakega posameznika, ki je sodeloval na vrhuncu te operacije. Nas je bilo na letališču čez 250. Vsi smo bili kar naenkrat tam in pol v bistvu do nedelje zvečer smo bili tam in pasali šoder. Mislim, da smo si zaračunali približno 100 ton vreč smo nabasali. Mislim, da smo vsi zelo dobro pokazali, da smo pripravljeni sodelovati v teh kriznih časih. Pokazali smo, da tudi različne organizacije znamo stopiti skupaj in odlično pomagati, od Slovenske vojske do, bom rekel, gasilcev, do samih prostovoljcev, tabornikov, v bistvu vseh mladih. Na letališču je res stekla operacija, tako kot se reče. Bilo je zelo naporno, trajala je od jutra do večera in tudi ni zanemarljiv podatek, da smo v Mežiško dolino spravili čez 300 ton in mislim, da smo res lahko vsi ponosni na sebe, da smo stopili skupaj in vsaj bili del tega mozaika pomoči. Solidarnost ne bi rekel, da je glik samoumevna ali pa celo ne smemo imeti za samoumevno. Mislim, da moramo vsakič znova moramo se boriti za njo in ta borba najboljš poteka z gledom. Bistvo solidarnosti za mene pa je, da če naredim nekaj za tebe, ne naredim to zato, da me boš ti jutri to vrnil ali pa čez 5 let, ampak zato, ker hočem živeti v družbi, ki poskrbi za tiste, ki rabijo pomoč. Ob teh nedavnih katastrofah, ki so doletele pravzaprav nas, celotno Mežiško dolino, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinjo, lahko samo rečem, da smo pravzaprav bili medsebojno povezani, da smo skrbeli eden za drugega, predvsem z besedami podpore, ker drugače smo pač morali delati vsak v svoji občini oziroma skrbeti vsak za svoj kraj.
ampak srčnost in solidarnost med nami je bila takšna, kot bi morala biti sleherni dan.